So taki pisani, ker jih lahko oblačiš, pa so luštkani. V bistvu, jaz sem prvič to videla na socialnih omrežjih. Eni verjamejo v to, da je pač kot neke vrste demon. Ampak so tudi meni iskreno dosti strašne, ker imajo tako, zobe imajo tako tukaj in pa imajo oči tako take in te samo tako gledajo. Začelo se je pred 10 leti. Za slikanico The Monsters, v kateri nastopajo notijske pošasti, ga je ustvaril Kasim Klung, umetnik iz Hongkonga, ki je odraščal na Nizozemskem. Pravi preboj pa je Labubu doživel leta 2019, ko ga je podjetje PopMart začelo prodajati v škatlah presenečenja. ker nikoli ne veš, kjer ga boš dobil in vedno znova to kupujejo, ker bojo mogoče dobili tega, ki še nimajo. Ja, to je tako zanimivo, ker pač ne veš, kjer ga dobiš. Tako da vsakič pol tudi več ljudi kupuje Labubu, da dobi tistega glavnega mystery box. Labubu pa s svojo mehkobo v svet pošilja tudi sporočilo o deželi, iz katere prihaja. Moje mnenje je o Kitajski zaradi teh Labubujev v bistvu, da imajo veliko idej, ampak se mi zdi pa, da je veliko takih idej predvsem naredijo zaradi velikega zaslužka. Lastnik podjetja, ki ga prodaja, je postal eden najbogatejših Kitajcev v zgodovini. Labubu pa je svet zares obnoral, ko so se z njim začeli razkazovati svetovni zvezdniki na družbenih omrežjih. Dekleta še ugotavljajo, da to ni edini razlog, da si kupimo stvari, ki jih ne potrebujemo. V bistvu vemo, da jih ne bomo rabili, ampak zato, ker so nam pač všeč, ne? Ker so modni dodatki, ki si punce dajo na torbice, ali pa preprosto ljubosumje, ker ena nekaj ima, druga pa ne. Ker hočemo biti tako tudi kot ostali malo popularni. Z Labubuji ali brez njih prava prijateljstva gradi čas, ki ga preživimo skupaj.